Če pa ima kje tradicijo, jo pa ima ravno v Sloveniji. Morate vedeti, da Slovenija je meka za čebelarje celega sveta. Slovenija se ponaša z zvenečimi imeni iz sveta čebelarstva, izumitelji, avtori in tako naprej. In z bogato tradicijo. Ne samo Slovenci. Slovenci dejansko prednačimo tudi drugi, če govorimo o slovanski narodi, ne bodo to Rusi, Srbi, Čehi, Poljaki, so odlični čebelari in v bistvu je bila ta tradicija pri nas že od nekdaj zelo, zelo zakoreninjena. Nenazadnje je bila povezana tudi s popivanjem. Namreč med je bil v starih časih osnova za proizvodno medice, takrat vina sploh še niso poznali v naših krajih. V naših krajih se je vino pričelo uveljavljati šele s časom v teh ilirskih provinc, od časa Napoleona naprej, ko so ceste postale prometne, takrat se je začelo točiti na šanki vino, do takrat se je točila medica. Se pravi, medica je šla v takrat nekje malo v pozabo. Je bila pa to pač pijača, ki je spremljala slabe in spremljala dobre dogodke v življenju naših prednikov in je bila v bistvu pač jasno produkt čebelarstva. Čebelar je bil nekdaj nekje čislana oseba, kajti bil je edini, ki se je ukvarjal s sladkimi stvarmi, bil je edini, ki se je skrbel sladkarijami, bomo rekli. Zato je imela vsaka vas je imela svojega čebelarja ali pa še bolje več. Zdaj, v bistvu, čebelarstvo, samo po sebi pri nas, kot sem vam dejal, je zelo bogato. Jaz sem čebelaril mnogo let nazaj, leta 1984 me je gospodarska zbornica Slovenije poslala v Kenijo, kjer sem nekaj časa čebelaril na teh visokih planotah in sem se spoznal tam z neko drugo vrsto čebel, ne vrsto, prostite, raso, z drugimi rasami celo, Apis mellifera Vitoria, Capensis, Scutellata, celo Adansonijeva čebela, to so bili 4 rase afriških čebel, ki se ne morejo daleč ne primerjati z našimi. Te čebele so prilagojene izključno afriškim pogojem, zelo so saborite, delo z njimi je praktično nemogoče, lahko delaš skoraj edino tako, da jih pleniš dobesedno v starih načelih. Ko je leta 1912 tamkajšnji staroselec Jim Nightingale na selu uvozil prve kranjske matice, so te propadle še v isti sezoni. Se pravi, to je dežela, ki ni gostoljubila tem našim čebelam in tudi one se ne bi pri nas dobro počutili. Ampak nekaj drugega bi vam povedal. Pri nas doma je še nekaj, kar nas naredi prepoznavne po celem svetu. Jaz bi rekel celo bolj kot čebelari, čebelarstvo slovensko, to je kranjska čebela. To je rasa čebel, ki se je pri nas na naših tleh izoblikovala v obdobju po zadnji poledenitvi. To je približno 10 000 let nazaj, ko se je življenje vračalo do takrat nazaj v popolnoma zaledenelo Evropo, kjer jasno v žuželkah ni bilo ne duha, ne sluha, če je bilo vse pod ledeniki. Ki je to življenje pronicalo nazaj, so se te čebele, jasno, zopet so se oblikovale nove rase in ena od njih je tudi naša, Apis mellifera carnica. Vsi jeziki, svetovni jeziki in tudi jasno, kot sem vam rekel, v latinščini, strokovno ime jo imenuje po njeni deželi. To se pravi, to je praktično edina žival ali pa edino bitje, a pa morda tudi stvar, ki nosi ime naše dežele. In zato moramo biti na njo ponosni. Ponosni moramo biti predvsem zaradi njenih lastnosti. Lastnosti so pa pridnost, krotkost, delovnost, sem že omenil, dolgoživost, odpornost na bolezni, kar je posledica njenega poudarjenega nagona, čistilnega nagona, in mnogo drugih stvari ima še za sabo, ki delajo najboljšo na svetu praktično. Kranjska čebela izletava pred drugimi čebelami,
leti že med 9 in 10 stopinj Celzija, že zapušča panj, medtem ko druge stopinjo do 2 kasneje. Potem ima večji radius okrog domačega panja, večje število poletov, večjo energijo letoma in tudi bolj je sposobna najti pašne vere. Med vsemi rasami čebel na celem svetu se najbolj orientira, kar je posledica nas, ljudi, ki stoletja čebelarimo z njo v paviljonskih panjih, ki imajo skupaj nenaravno bližino žrel, se pravi, toliko panjev v naravi verjetno ne boste najdeli skupaj po naključju, da bo 100 panjev v enem čebelnaku. In jasno, da matica, ki se je vračala iz palitnega poleta in je zgrešila brado domačega panja, vsakdo ve, da je to bil njen konec, jer v sosednem panju se je takoj ubile, se je taka družina sama izločila iz nadaljne vzreje. In tukaj je pa vplival človek s svojim, kajti Kranič, če pogledate kranjski panj, ki je nekako predhodnik bil tega našega Aže-panja, ki je tudi paviljonski panj, ima nenaravno blizu skupaj žrela. Se pravi, kranjsko čebelo imenujejo tujci gentle bees, nežna, krotka čebela. Imenujejo celo Angleži, imajo zame izraz, da je to čebela za dame. Sicer ima tudi drugi izraz, drugo ime, noriška čebela. Zakaj? Naseljuje kraje, kjer se nahajala nekoč rimska provinca Noriku. Sicer jo pa poznate pod imenom sivka, ker je siva. Tudi to čebelo našo čebelo predvsem, sem predstavil v tej knjigi v poglavju Kranjska čebela. V tej knjigi je tudi veliko makrofotografij, ukvarjam se z fotografijo. In to se mi je odprla stran, slučajno, pa mi je dala temo za nadaljevanje te debate, oziroma ne debate, mojega govora, videli, da tu so oranžne čebele, če ste opazili. No, to je Apis mellifera ligustica, to je Italijanka, ki meji na našo. Ta čebela, njen habitat, njen biotop, areal, meji na našo. V bistvu ta čebela je bolj razprostranjena po svetu, kot je naša. Morate vedeti, da Amerika pred prihodom belcev ni imela čebel. Čebele smo mi zanesli tja. To se pravi, in najbolj se tam uveljavila Italijanka. Ampak začimba vsem tem je pa kranjska čebela, ki je v bistvu zastopana tudi v umetnih ekotipih, Starline, Midnight in podobno. V Evropi imamo Sklenar 47, pa Trojsek in tako, to so umetni ekotipi naše čebele, kajti cel svet teži k temu, da bi njihove rase čebel čim bolj približali naši. No, Italijanka je tudi dobra nabiralka, ni slaba, je pa kratkoživeša, predvsem pa prezimuje v velikih družinah. Ta dela našo čebelo varčno, to je pa edinstveno v celem svetu, da prezimuje v majhnih družinah. Jeseni matice kranjske pasme prenehajo z zaleganjem in gredo te družine v dokaj šibke gredo v zimo. In takšne pričakajo pomlad. Pri tem porabijo malo zalog zimskih, zelo malo zimskih zalog, medtem ko so italijanske čebele prezimujejo v velikih 4,5 kilogramskih, tam po 40 000 do 50 000 čebel. Skoraj se ne spremeni v bistvu število iz poletnega staleža do na zimskega. Jasno so take družine zelo potratne in še nekaj v tem habitatu pri nas, v teh okolju, bi se slabo obnesle, kajti matice teh italijanskih čebel zalegajo tudi po zimi, ko imajo čebele jasno potrebo potem je strebljati in ne morejo ven in bi propadale. In zaradi tega je posledično izbruhov bolezenskih veliko in to. Naša čebela, bi nekdo rekel, potem je pa šibka, daleč od tega. V spomladanskem razvoju nekaj več kot mesec in pol 250% poveča svoje število in bombastično napade vse paše, ki jih vidi in popravi tisto majhnost v narekovajih, kot je bila prej. Tako da dolžen sem bil nekaj povedati o kranjski čebeli, ker običajno ljudje premalo slišijo o njej, ampak morajo, ker smo tu doma.
No, ta fotografija mi je všeč, to je fotografija mojega sina, Luke Jesenko, ki je sicer profesionalni fotograf. Pa mi je dal, pač ker jabolko ne pade daleč od drevesa, ta se je pa še prevalil zraven, ne. V bistvu me je prehitel v fotografiji, na kar sem zelo ponosen. To. Zdaj, če ima kdo kakršnokoli vprašanje o medu, čebelah, knjigi, se vseeno, sem še tu, koliko časa smem še govoriti. Prej ste omenil, da tudi kavo sklopite s medom. Tudi, ja. Kako? Daš med, v skodelico nam prej med, potem še ne kavo nazve. Ja. Pa te ni preveč roče, da lahko pred spiješ, ne? Ja, se piješ, jaz se vmešam z mlekom. Jaz itak nisem kofetar, jaz zjutraj pijem kavo, zaradi mene bi lahko pil tudi kakao. Ampak žena je bolj na kavo udarjena in jaz, ker ona več kuha, jaz pa zjutraj raj kavo kuham. To je naš dogovor. Da ste že niso nekaj šačkova, pa nekaj, Ja. pa malo premešaš. Pa premešaš tisti čas in to je takoj narejeno. Čebele, da se jim pobere v smet in jih potem čez zimo krmijo z kuhanim sladkorjem. Ja, ta med sladkor ni kuhan, ne. V bistvu mi med čebelam, v bistvu to je kraja, ne, če to povemo jasno. Ampak v bistvu je tako, sladkor, ta, o katerem govorimo, naš sladkor, v raztopini 1:1, ki jo čebele predelajo v nek med, ki bo nekoga celo zavedel, da je med. Sam tisti med ne bom nikoli kristaliziral, če bi to zavrtel, ne. V bistvu je zdrava hrana za čebele. Jim ne škodi nič. Prav nič ne škodi. To je zdrava hrana. Najboljša hrana za zimljene je bila v starih časih ajda. Ajdov med, ki ga pa danes pač ni več. To je pač butični med, kdor ga ima v par kozarcev. Imajo, še. V primerjavi s starimi časi, ko je bilo ajde toliko, da s kamer si pogledaj, pa sama ajda, to ni membo Ja, vrede. moja kolegica ima ajdo. S kjega pa dobi? Ja, lepo. Lepo, no, pa kje pa stanuje? Mislim, kje živi, kje čebelari? Ona prodaja za enega kupca. Ja, no, v glavnem, gledajte, jaz vem, v bistvu, da govoriš o sortnosti medu, ne zadošča samo ena njiva, ne, ali pa dve. To mora biti, lahko da je neki ajde noter, vsekakor, ampak Ne prav ajdo. lepo. Drugače je pa tako, ne. Jaz bi vam svetoval pri nakupu medu, ne toliko sortnost in sortnost. Čista, Jaz lipa. imam rada hojo, no. Ja, no, ampak recimo, hoja je dostikrat, bom rekel, krščena z lipo, ne. Lipa cveti dostikrat takrat, isto tudi z lipa se dostikrat pokriva s cvetenjem kostanja, ne. In letos se je recimo, ne, lipa kostanj in sem imel takšen simpatičen miks medu, ki je bil izjemno dober. Ampak nekdo bi rekel, ja, pa ni čist, pa ni čist, ampak sej, jaz med gledam bolj geografsko, ne. No, tako je treba gledati, ne. Mene je presenetil nekoč sin, ne, to moji sinovi so že odrasli, deci imajo vnuke, ne, tisti fantki, ki so prej med kradli iz kodata, so moji vnuki, ne. Koga pa češ da to knjigo? In potem, In koliko so stari? tok, se ne, čakaj. Pa še eden bo pravi. In, ali ena, upam, da bo ena, zdaj so sam fanti, mora biti kaj. Kakšna? Čebelarka mora biti. In v bistvu, to je to, no. Te čebele, ki so recimo urbane po mestu, Ja. Cankarjevi domu, a ta med ni ekološki, ne, če bi pogledali. Ta ekološki se, jaz bi dal to vedno v hude narekovaje, tu se danes to zlorablja. Ja. To eko pa bio, sedaj je še celo predpona s trupom, bio kill, ekocid in ne vem kva. To je perverzno do konca, ne. Pa sploh ekološki. Ekologija je veda o okolju, pa sploh tu petlaj, jaz ne vem. Glavno, jaz se na to napadam, na te trike, Kaj sem to razmišljala, koliko je ti medovi mestni so čist dobri medovi. Čist v redu. Glejte, čebela je indikator čistosti okolja. Najprej umre ona, pol dolg časa ne vneč. Ampak čebela najprej izdahne. To je to. Tako je občutljiva na kemizem, na kemizacijo okolja, da če dejansko
med vsemi žuželkami je čebela najbolj občutljiva. Ne? Se pravi, če bi bilo res nekaj tu kvarnega v teh medovih, v urbanem okolju, potem bi čebele, ki smo ne bi nabirali. V glavnem, te so v bistvu, ti medovi so zanimivi po tem, da so v bistvu zrasli tam, ker bi nekdo v bistvu mislil, da medu ne more biti. Ampak je, ne? No, to so najprej opazili Nemci, München, Berlin in podobno, te metropole evropske, ki so obeležili te donose in so ugotovili, da v bistvu na podeželju so bile čebele bolj ogrožene od tega industrijskega kmetijstva, intenzivno kmetijstvo škropljenja, kot pa v mestih, ki jih ogroža, nasnažuje pač sam promet, in je na videz degradirano okolje, ki je pa nekje prijazno, kajti zidovi oddajajo toploto in v bistvu nekatere rastlinske vrste oddajajo medicino, tudi takrat, ki je sicer v unem okolju ne bi in podobno. Potem imaš tam, recimo v mestih imaš te bogate avenije s cvetočimi drevesi, v nekaterih mestih imate zelene predele, kjer je ogromno vrtov, imate posamezne drevesne, sadne drevesa in to zadošča minimum za vzdrževalno čebeljo pašo, največkrat pa kar celo za toče kmeta. Jasno pa, da mestna čebelarstva tam bojo 100 panjev, pa ne vem kva. Ampak to je izziv nekomu, ki živi v 5. nadstropju, pa ne vem, da si lahko na terasi tistega bloka naredi mini čebelarstvo, bo stočil tistih 50 kg medu, pa ima svoj med in vesele in še kdo ima kaj v teh. Komot naredite, lejte, tak panj, jaz nisem zdaj nekdo, da bi me neka nostalgija dajala, da bi šel nazaj v stare čase. To je zahtevno delo tudi za enega čebelarja. Tu je treba vedeti, da čez 2 leti treba to izrezati, čebele preseliti v umpan ali kakorkoli. Ampak recimo, v bistvu jaz sem to prinesel zraven čistko ilustrativno, da vidite, kaj je znotraj čebelega, klasičnega panja, tistega vidite v risankah. Ta panj je umetan s kravjakom, zmešanim zapom. To je enostavno zglajen in to so, če pogledate, diši po propolisu. To je propolis, čebele zadravina, ki ga vidite, to je sad. Ja, to so same, vse naredi. Še 3 besede, pa vas bojo pikale. Je hotela reči, verjetno manjša, ne? Kako se po panju naredi, stavno panju, če je z vrha jukna, ko možno pokriti, da bi šlo naprej? Ja, v teh normalnih, teh panjih s premakljivimi sati imaš vratce, oziroma nakladnem panj ga dvigneš, ne? Itak nakladov, pokrov prej, to je drugo, ne? To je, zdaj, ne bomo imeli tu čebelarskega predavanja, ampak to je tako malo, tale pajniček mi je bil všeč, sem rekel, tole zimo in še tle se spomladi bom to satje ven dal, jer ga bo dobila voščena veša prej, drugač, da bo ona svoje naredila. Divje, mislite, zdaj, divje čebele? Tako da same pridejo, da jih. Čebele se rade odzove na tak povabil. Jaz sem že dostikrat doživel, da mi je v prazen panj v čebelaku se naselil tuj roj, sploh vedel nisem. To se zgodi. Naša čebela je dosti slabo odzivna tle. Ko sem bil v Afriki, sem čebelaril v Afriki, tam sem imel te tako imenovane swarm catchers. Tu so obešali prazne panje, vse posod in od 2 se je eden vedno napolnil s čebelam, sam. So same čebele ga najdli. In to je njihov način bil čebelarjenja. Tako da tam se je uveljavljalo izključno, skoraj lahko rečem, 99% tradicionalnega čebelarstva, tistih nekaj čebelarjev, ki so čebelarji, so bili itak belci, so delali pač s temi panji drugače, ker oni živijo tradicionalno in tam v Keniji nisi mogel kaj drugače, da bi jih kaj učil. Jaz sem takrat dol imel 40 LR panjev, delal sem z njimi, učil sem ljudi, dol je edino ena v Keniji, če govorimo kjer sem jaz deloval, v Kibvezi, to je na manjši kraj, na poti med Mombaso in Nairobijem, nekje natančno na polovici, predel Machakos je pokrajina, se imenuje, tam je neka Kibvezi Women's Group, to je nekaj ženske, imajo vaško skupnost in moram povedati, edin one tu polgajo, edin ženske imajo tam čez traktorje in vse to
in imajo večjo čebelarsko ekonomijo, čez 100 panjev, kar je za njihove pojme ekstremno velik, ne? In znajo čebelariti, pakirajo med, vse rihtajo same in so zaposlene izključno ženske. In Dink je bil nek šofer, ki je razvažal med, še tistim je sam težave delal in se je zapil, tako da sem pa jaz še tistega znavila, to sem jaz pol slišal od teh, ki so hodili z mano, sem jih pripovedoval v njih. Jaz sem bil tam pri tistih damah, pol ure, uro recimo, da smo se rokovali, pa da so rekli, taj prišel od tam pa tam, še nimaš kaj govoriti. Ampak tako. Aha, torej one so na svoj način... One čebelarijo netradicionalno, ampak v nakladnih v Amerikancih. In če greš na Google, sem dan če enkrat šel, sem rekel, a tu še obstoja ki vezi z dvojnim v Women's Group, ti ven vrže ven in videti, sem rekel, pogledaj to, če vi, ne. In to, jaz sem bil 84 leta. To je zanimivo. Dobro. Jaz sem mislil, da je tu dolgočasje. Cankarjev dom ni moj, ne. To sem gost, kot ste vi. Treba nekati, manj se mi. Moje je treba nekati, vstavite me. Drugače pa Cankarjev dom ima tudi na vrhu mestni čebeljak, ne? Ste ga tudi uvrstili v knjigo? Je, tudi v tej knjigi je ta čebeljak. Aha, ja. Drugače je pa pan tako obrnen. Pan je obrnen tako, gledajte, tako stoji. Ja, tako stoji, ne, to je žrelo, tu so čebele letele ven, tu so letele ven. Tu sem pa imel tisto od kosilnice, ker sem kosil travo, tisto suho travo, sem naredil venc in ga postavil na tisti venc, da je dihtal, da je bila sam to luknja. To je bilo vse fino, ne, sam žal je bil izpostavljen na plan tem osam, kar še nisem v življenju doživel, ne. In sem jih jaz takrat tukaj pobil teh os, sam z dlanjok sem jih takole, da je bilo